Življenj. Danes iz enega čisto drugačnega ambienta. Z Žanom sva šla v gore, sneti en avto, ki ima sicer ful enih terenskih lastnosti, naprimer 4-kolesen pogon, ampak čisto zares ni za v gore. Bolj spada na zavite obmorske ceste. Ta lokacija je v bistvu antiteza vsega skupaj. Vidimo se po moji čarobni špici. Are you listening? You crazy mother. Vsi, ki tako spremljate blagovne znamke avtomobilske, boste vedeli, da se je Alfa pred približno 10 leti znašla v kar precejšnjih težavah. Kar naenkrat niso imeli nobenega normalnega produkta v svoji prodajni paleti in ja, zgledalo je, da bo ta blagovna znamka čisto ugasnila. Excuse me. Jaz sem obupal na tem snemanju, ker enostavno Žanovo tukaj ene štale s temi kravami, tudi pastiri, da ne vejo, če bo to čisto lahko tako sestavljalo, kot je treba, pojmo naprej. No in potem se je začela ena taka rahla renesansa, ki je že napovedal mito nadaljevalja pa Giulietta. Ampak to še vedno ni bilo to še vedno ni bilo tisto, kar smo v bistvu alfisti pričakovali od Alfe, oziroma od obujanja te blagovne znamke. Od Alfe smo pričakovali nekaj več športnosti, več tega osnovnega DNK-ja, ki ga Alfa pač ima. In ja, 3 leta nazaj je vsekala Giulia, avto, ki se po mojem v svojem segmentu najbolj špele, in zdaj, lansko leto, Stelvio. Stelvio pa v bistvu, ja, tudi avto, ki se v svojem segmentu pele absolutno najbolj. Dva nehala se pogovarjati z drugim, kaj je to drugače, res ne bo šlo. Ugasno, ne štartamo. Ne, ker so brez veze, bo še zašel v dolino, če nam bo to naredila. Point tega avtomobila Dej, Žan, lahko probaš me spodbujati tako na pozitiven način. Škodno pozitiven, kaj ti rečem, ja, v redu je, pa bo telo ti. Nimava cajta to delata, veš. Dej. Tako da v enem momentu je Alfa v bistvu dojela, da je njen DNK športnost. In to so v nekem momentu je Alfa dojela, da je njen DNK pravzaprav športnost. In v zadnjih 2 modelih, torej v Giulii in Stelviu, so prišli nazaj k svojim koreninam. Tam, kar so v bistvu začeli. Začeli so pa čisto res v motošportu, v Formuli 1. Če povem, da je bil sam del ekipe Alfa, takrat se je temu rekla sama Alfa, tudi Enzo Ferrari, in da ima ta Alfa še vedno kar nekaj s Ferrarijem, tako da če je v njenem DNK-ju zapisan to, da se mora Alfa res dobro peljati, je zapisan tudi to, da mora Alfa dobro izgledati. Je pa še nekaj, kar je za Alfa ful značilno. Vedno želela biti nekoliko drugačna ali pa toliko drugačna, da bi si jo res zapolnil, oziroma da bi njena oblika ostajala tako večna, in to je tudi na nek način uspeva. Zdaj je ura tako, da so se prestavili na drugo stran, ne? Hoče biti v kadru, po moje. Kaj se še ne vidi ta avto dela, to je čist mi, ne? Čist mi. Ni pa Stelvio sam lep, je tudi uporaben. V zadnji lahko spravite 525 litrov prtljažnega prostora. Prtljažnik je tak lep kvadraten, kar pomeni, da bo tudi torbe lepo noter se zložile. Plata je pa v zadnji tudi prav čisto zadost. Kaj to pomeni? Da odrasle osebe lepo brez težav sedijo v zadnji, ker je prostora za glave veliko. Tako da to je to, otroci pa tako ne bo imeli problema. Zdaj jaz tako v motorjih ponavadi ne zgubljam prav zelo veliko besed, zato ker, ja, pač lej, črn kos plastike gor, v spodaj pa 4 cilindri pa dizel, nič prav posebenega, ampak pri Alfah se mi je pa zdelo, da sem mogel ta motorem pokrov odpreti in si pogledati, kako stvari v spodaj izgledajo. In ne, že na prvi oči vidiš, kako zelo je motor proti potniški kabini umaknen, in to ja, valjda, zaradi tega tudi ta avto tako lepo gre skozi ovinke, ker je teža prav razporejena. V osnovi sta na razpolago 2 dizelska motorja, en ima, mislim, da 180 konjev, drug pa 210. Potem sta na razpolago 2 bencinska motorja, to je torej plebejska bencinska motorja, dajmo to tako reči, z 200 pa z 280 konji. Pol je pa valjda na voljo še
kvadrofolio, tista ta najbolj strupena, ki ima v bistvu Ferrarijev motor, ki sem mu 2 vala odbil, tako da je V6, ima pa tam nekaj da okoli 506 konjev. Tako da, kar se motorju tiče, je pestra izbira. Ta najšibkejši dizel ima tako precej dobre cifre, 8 sekund rab do 100, pa nekje končne hitrosti ima 210. Kar je v povezavi s tem zelo takim agilnim in odzivnim menjalnikom čist cool in je v bistvu več ne rabite kot teh 180 konjev. Teh 180 konjev se pa pozna tudi pri tem, da je poraba dosti zmerna, tam okoli 7 litrov pa pol, drugače pa, mater, koliko enih muhej, 7 litrov pa pol mi je kurla pri taki zmerni vožnji, lahko pa pokurite kakaj pol litra več, ampak ne bo več kot 8 pa pol kurla v nobenem primeru. Tako da to se mi zdi pa tudi cool, ali pa zelo tako ok, za 4-kolesen pogon ali pa za avto te velikosti. A pokažem še malo notranjost. Tisti, ki je videl Giulio, je videl Stelvio. Zadeva je zelo podobna zgodba, oblikovan jezik je praktično identičen, noter krajujejo tako dosti večne linije, nič ni načičkan, gumbi so na pravem mestu, tako gumbi, klimatske naprave kot gumbi na volanu ali pa tukaj na teli sredini so tam, kjer morajo biti, tako da meni se zdi, da je vse pošlihtan. Kar me mogoče zmoti to, da sicer kljub občutku relativno dobrih materialov, ti materiali niso na najvišjem nivoju, sigurno niso pa na nivoju kakih Nemcev. Tukaj je mogoče en tak manjši minus, avto noter ni temen, kar je meni ful všeč. Najlepše je seveda delovno okolje voznika, števci pred njim, ki so veliki in zelo pregledni, gumbi na volanu, ki so jasni in pa seveda valjda tale start and stop engine button tukaj, ki je zelo erotičen in približno tako, kot ga ima Ferrari. Še nekaj je tukaj noter podobnega Ferrariju, to so tale ušesa za ročno predstavljene avtomatskih predstav. Fajn je, da so ful kvalitetne, zgleda res tako, kot en tak aluminij očitno. Najbrž te zanima, kako se nova Alfa Romeo Stelvio vozi čez zares. Vozi se ful dobro. Če ti povem sam podatek, da je to najhitrejši SUV na Nürburgringu, seveda valjda različica kvadrofolio, pol veš, da nekaj tega, kar ima kvadrofolio, ima tudi navaden Stelvio. In tega ima kar veliko. Ta avto se daleč najbolj špele med vsemi SUV, vsaj po mojem mnenju, tako da tukaj ne boste zgrešili. Vozna dinamika, neposrednost volana, kako se cela zadeva drži ceste, kako lahkoten je v bistvu avto za voziti. Preveč govorim v kamero, premalo vozim. Sej prideva 5 minut, pa smo nazaj midva. Hiter, adijo. Zdaj bo zokaj, da sosed bo presodil v bistvu kako se pele avto. On je tako BMW driver, experienced man, tako bom rekel. Pristni Balkanc, VW, BMW, Audi. to je to. Znači si zriktal, vse so, ki so razriktal. Takole, stylish italijani. Zdaj pa bo. Čakaj, zdaj me to vse zriktal, tako kaj treba. Prvi problem, ne. Audi voznik pa te fore, BMW voznik. Manual, a imamo knjigico? Nimaš knjigice, se v bistvu je ful preprost, tako kot Ferrari, pa mogoče kak drug športen avto. Stari, jaz Ferrarija ne vozim tako vsak dan. Tam na volanu. Sem. Thank you. Tako no, jaz pravim pri tem avtu, da se ful smeješ, da to dober znak je, če se smeješ. In vsi pravijo, da se ta avto najbolj špele v svojem segmentu. Kaj pa to pomeni, pa Zok je povedal. Pa dobro, kaj je ful odzivan. Ja, ful odzivan. Samo malo ga rukneš, pa je že tam. Sam je dober. A če ga daš v normal, je bolj mehek pol. Ne dost, takole je normalno. Načeloma prav doben avto ni, no. Jaz sem iz Trojke šel na X-Street, to je čez drug svet. Ta je pa ful, škoda mi je plan, mi je ful všeč. Nije plan, ne. Star god, čist ga, takoj ga. Ja, takoj ga navedle. Ful je direktan. Vse ti materiali, to... Meni je pa tako to, ja.
Malo preveč se mi svetu vse skupaj že, kot prvo, na prvi pogled. Ja. Tole ne. Tako. Načeloma skuša. Spodaj mi je ful všeč. Načeloma skuša, ampak kot da mu malo manjka, no. Da bi rekel. Stabilen, tako ti res ti deluje, ne. Če bi ta avto zdaj devalviral tako, kot je treba, tako kot so Alfa včasih devalvirale, da ga 4 leta starega kupaš za 15 evrov, naprimer, da se zmanjava. Sam ne bo, ne, ni šans. Na avtocesti imel, Da te slečem. ne, zvok iz the sosed prav. Ja. A ne? Res je lepo. Lep je. Jaz bolj, ko gledam, bolj tako razmišljam o tem avtomobilu, bolj me se mi zdi, da so kar pogruntali. No, jaz moram zdaj s Telvija počasi vrniti, ampak v meni je en tak vihar emocij oziroma vihar različnih čustev, ki gojim do tega avtomobila. Na eni strani je njegova oblika, ki mi absolutno ustreza. Avto, ki je meni pisana koža, ki je ena taka italijanska obleka. Njegova vozna dinamika, ki je boljša od vse konkurence. Na drugi strani pa dejstvo, da je to vse en Alfa. Alfa, ki stane tam 44-45 tisoč evrov. Pri teh cenah začneš tudi racionalno razmišljati. Začneš razmišljati v bistvu o prodajni vrednosti tega avtomobila čez nekaj let. Alfe so bile namreč znane, da so zelo veliko svoje vrednosti kar hitro zgubile. Pol začneš razmišljati o tem, da v avtu vse ni tako kot pri nemški konkurenci, da so materiali tako za en majhen prstek slabši, naprimer sredinska konzola škripa, vzvratna kamera je iz Fiata in je zelo slabe resolucije. Tudi veliko piše ali pa glasnosti prehaja v kabino, ta avto je po mojem najglasnejši v svojem razredu v smislu voznega udobja. Tako da, ko pa sešteješ ti racionalne zadeve, pa začneš v bistvu dajati zraven konkurente, kot so Volvo XC60, GLC Mercedes, ki ga lahko tudi dobiš za primerljiv denar, ali pa BMW X3, je pa ta Alfa, če se za njo odločaš, emocionalen nakup, ne pa racionalen nakup. To je moj zaključek. Je pa tako, v meni vihar enih občutkov v tem avtomobilu, ki so pozitivni, pa hkrati mogoče malo negativni. Ampak sej, to so stereotipi. Jaz mislim, da je Alfa in kakovostna in zelo daleč od Fiata in ima svoje adute, ampak sen. Z Nemci poceni se pa zelo težko kosa. Zato bo mogla narediti še par dobrih avtov, v katere bomo lahko verjeli, koliko lahko čustveno verjamemo v Stelvija. Moram reči, da sem čisto zaljubljen. Totalno zaljubljen. Ampak zaljubljenost je tako, kot zdaj s hudo bejbo, ne. S to zaljubljenost je treba živeti, ne. In zaljubljenost slej, ki premine, takrat, ko stopi tako v glavo racijo. A ja, pa še ena stvar, kar se tiče mojih vlogov, ful nova stvar. Jaz sem malo naveličan teh novih avtov. Se mi zdi, da včasih nimajo te prave duše. In tako, če imaš kak ful poseben avto, daj mi na tale mail tukaj spodaj. Vidiš tale mail? Če imaš res poseben avto, daj mi piš na ta mail, no, in jaz bom pač videl, koliko poseben je to tvoj avto, in če me ta avto zanima, bom prišel narediti review njega, malo se bom s tabo pogovoril o avtomobilu, malo se bo z njim zapeljala in bo rekla, kako je tako pravo avtomobilsko. Zmenen? Tipkamo. Jaz upam, da ste kaj izvedeli, da me je bil ta review, kljub temu, da je bil malo Frankensteina, všeč. To je bilo to za danes. Dajte se subscribe, rabim subscriber zato, da imam voljo. Dajte komentirati, res dajte komentirati te reviewje. Zato, ker če komentirate, vem, kaj mislim ali pa razmišljam narobe, ste vi moj alter ego. Tako da nujen tudi komentar, like pa share. Somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like